Ali želiš izvedeti malce več o boginji Lakšmi in kako lahko prinese svetlobo v tvoje življenje? Tole je kratko video učenje zate, zaradi tega, kaj kmalu prihaja Diwali praznik. Diwali praznik je nekaj, kljub temu, da prihaja bolj v budističnem svetu nekako v ospredje, kar želim tudi nekako prinesti v ta del našega sveta in želim prinesti tebi, zaradi tega, ker energija potuje zelo daleč in ni nobene omejitve. In Lakšmi si res zasluži eno tako posebno mesto v srcu vsakega človeka na tem planetu. Ona je res tako zelo izjemna, ampak sem ugotovila, da mogoče ljudje ne vejo, zakaj je tako zelo posebna, in danes upam, da bom lahko res ti prinesla to njeno zgodbo in nekako odprla most ljubezni med tabo in boginjo Lakšmi. Boginja Lakšmi ima zelo res neizmerno moč, ko govorimo o svetlobi, pa ti bom povedala zakaj. Je zelo starodavna boginja, katero častijo res že neskončno dolgo, je že skoraj tako rečem, in zaradi tega seveda je kot bitje tako zelo zakodirana, zainiciirana, in seveda bolj ko ljudje ozaveščajo boginjo Lakšmi, bolj ko dela z njo, njena moč samo še energijsko gledano raste. Ne? Boginja Lakšmi je spoštovana zaradi večjih stvari, in sicer zaradi tega, ker v hindujskem svetu, ko pride Diwali, torej praznik je prav posvečen boginji Lakšmi, takrat vedno opazijo, da se vrne vse, kar je dobrega. To pomeni, če so bile kakršnekoli preizkušnje, če se narava ni počutila dobro, če se ljudje niso počutili dobro, in vedno, ko je Diwali, ko je praznik, se zdi potem, da se ta svetloba resetira, da se vrne nazaj, da je ponovno vse v redu, in to je boginja Lakšmi. In res, takrat okrog tega praznika je to prav čutiš eno tako spremembo. In kaj se dogaja, da se takrat odvijajo številni obredi v čas boginje Lakšmi. In prižge se res, takrat se največ prižge nekih svečk. Zakaj? Zato, da se pove, želimo, da se vrne svetloba. In potem v bistvu naredijo v tem svetu prav take steze, ki vodijo med domovi ljudi, zato da pokažejo tako simbolično, da pokažejo pot boginji Lakšmi in da ji s tem dajo vedeti, da je dobrodošla v njihovem domu. Potem pa še odprejo okna in vrata in s tem povejo, da je Lakšmi in njena svetloba vabljena, da vstopi in da napolni nek prostor sa svojo svetlobo. In vedno so potem poročali, da so se ljudje bolje razumeli, da so bili ljudje bolj srečni, da so se raje družili, da so bili manj utrujeni. In na vse zadnje boginja Lakšmi, tudi boginja bogastva, ki vrača želje, pa izpolnjene sanje, pa vrača na vse zadnje tudi finančno podporo in tako dalje. In jaz bi rada v bistvu tokrat energijsko z prelepo meditacijo, ki se bo odvila 11.11., pa bom povedala, zakaj mi je še tokrat to tako zelo posebno. Bi rada naredila eno tako lepo Diwali aktivacijo tudi v našem delu sveta. Tudi mi lahko odpremo ta okna in vrata in lahko povabimo Lakšmi, da dela z nami. Z namenom ravno to, kar sem povedala, da se vrne svetloba, da se vrne pozitivno, da bo še več ljubezni v hiši. Sploh, če se zadnje čase niste dobro razumela, ne? Če čutiš, so ti finance malo padle, pa da jih treba gor nazaj dvigati, potem bo meditacija 11.11., ki bo prinašala ravno to. No, ampak letos, kako pade ta praznik nekako, ne? Zato, ker takrat, to je cel teden, pa še celo več posvečena temu Diwali praznikom. Tokrat se nam to združuje z vrati 11.11. Številka 1 je sama po sebi številka novih začetkov, manifestacije. In ko se enka pomnožuje, blazno odpira res to zemeljsko manifestacijo. Vse, kar lahko prikličeš, zato da se ti fizično pokaže. Zdaj si pa predstavljaj, da bomo imeli kombinacijo 1-1, pa 1-1, pa še boginjo Lakšmi zraven. Tako da tudi numerološko je to ena velika zmaga. In tako bomo delali eno res posebno meditacijo 11.11. na spletu. Vzem si večer zase, povab Lakšmi v svoj dom in tokrat prvič premierno predstavljam eno darilo, katerega boste dobili. Dobro, dobili boste tudi Diwali obred. S tem Diwali obredom boste se nekako naučili in jaz vas bom naučila, kako povabite Lakšmi v svoj dom. Ampak še eno stvar sem ti namenila in sicer smo posebej
posebej, zarisali za ta dogodek, ravno tako kot smo risali karte Mistični nad angeli, če se spomniš, smo zrisali eno posebno portalno sliko in je šla čez zelo velike aktivacije prav sliko Lakšmi, ki je bila narejena, ne moreš nikjer druge sreče, prav za ta dogodek. In upodablja seveda boginjo Lakšmi in v bistvu to sliko smo zate pripravili in lahko jo boš imela na računalniku, na telefonu, a veš, za ozadje, lahko si jo boš natisnila in bo v bistvu sama slika nastopala kot portal za boginjo Lakšmi, kamorkoli greš, a pa v tvojem domu, to se boš pa ti odločila sama. Tako da jaz upam, da sem ti v tem kratkem video učenju nekako zdaj povedala, zakaj je Lakšmi posebna, zakaj je njena zgodba taka, kako jo v bistvu spoštujejo po celem svetu in da te dovolj poklicala, pa ta meditacija tudi, da se nam pridružiš na potovanje duse.si, imaš povezavo in verjamem, da se vidiva in želim ti vse dobro.